Minister Bandelli pa ni edini, ki je prejšnji teden moral odstopiti. Odstopil je tudi generalni direktor Agencije za okolje Joško Knez, ker so odkrili nepravilnosti pri izdaji dovoljenj za črpanje plina britanski družbi Ascent Resources. Te dni je Slovenijo obiskal tudi direktor britanske družbe. We answered all the questions. It was approved by ARSO, approved by the Environment Minister, and the court said the law was wrong. We've been through the process again, answered every question. It's been approved on a number of occasions, and we thought we were at the end of the process. So to have it put back again is very disappointing, and we don't understand the reasons for it. Kako ne razume? Jaz ne, te Angleže ne znajo brati, v čem je problem? Če se ti zdi, da kje ne štima, se pač pritožiš na postopek. Uradne ure imaš v ponedeljkih, sredah in petkih od 8 do 12, razen vsak tretji torek v mesecu, ko so tudi med 12 pa 16 uro, če ne upoštevamo odmora za malce, pa sobote, ko malce ni. Prošnjo poštemplaš, pošlješ po pošti, ki je odprta od 8 do pol povdne in potem spet od pol 3 do 6, razen ob sobotah, ko spet ni malce, pa zraven seveda preživiš obrazec A157C, ki ga lahko dobiš sam v drugem nadstropju upravne enote in to med malcev, ko so vsa vrata zaklenjena, ne moreš trkati, čeprav je listek ne trkaj gor. In to je to. Malce pozanimaš, pa je rešen. Pa v čem je problem? Welcome to Slovenija. Jaz ne vem, odkje ta nervoza pri Angleži? Vse simple. Vse simple. Prejšnji teden se je na ljubljanski in londonski borzi začela prodaja preostalih delnic NLB-ja. Smo pa lahko na lastne oči videli, da slovenski finančni sistem ni edina stvar, ki je uspelo razmontirati našim strokovnjakom. Ups! Nekateri so to, da predsednik uprave NLB v roki ostane vrv od zvonca, sicer interpretirali kot znamenje višjih sil, da nekaj počnemo narobe. A tudi največje dvomljivce so pomirile besede Lidije Glavina iz Slovenskega državnega holdinga. A srečni, tako ko gre otrok od doma, zmeri malo domotožje ostane. Ja, tako je to, zrasejo pa grejo, ampak malo domotožje pa vseeno ostane. Še posebej, ko se spomniš, kolikrat si otroka rešil pred propadom, preden si ga za par evrov prodal na javni dražbi. Še posebej. Začetek prodaje NLB-ja je s precej čustvi pospremil tudi predsednik uprave Blaž Brodnjak. Sedež te banke ostaja v Ljubljani, glava in srce te institucije in skupine ostaja v Ljubljani. Če prevedemo jezik mesarjev, pljuča in drobovina ostajajo v Ljubljani, ta boljš meso bomo pa po akcijski ceni prodali v tujino. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!